Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi prispevek med kvalifikacijami velike nagrade Katarja. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo do tega trenutka. V vikendu, posvečenemu veliki nagradi Katarja, bomo letos zadnjič spremljali format sprinta. In tudi zato ta drugi prispevek v naši seriji ima naslov med kvalifikacijami. Danes v petek smo spremljali edini prosti trening ter kvalifikacije za sprint. In seveda, kot običajno v prvem delu tega prispevka si bomo ogledali tehnične novosti ter zanimivosti. V drugem delu bomo pa skušali razumeti ono pravo razmerje sil glede na prihajajoče sobotne kvalifikacije, tiste, ki štejejo za dirko za veliko nagrado. Kot običajno si bomo najprej pogledali tehnične novosti, kjer se bom kot ponavadi oprl na tiste uradne dokumente. Treba je poudariti, da gre za predzadnji dirkaški vikend v letošnji sezoni, zato kakšnih revolucionarnih sprememb ni bilo za pričakovati. Spremembe smo lahko videli pri ekipi Sauber, kjer so spremenili obliko pomožnega profila prednjega aerodinamičnega stabilizatorja. Nekaj, kar je konec koncev tudi vezano na tipologijo proge. Ampak tu pri ekipi Sauber je treba povedati nekaj drugega. Uradno smo dobili potrditev, da je katarski sklad vstopil v lastniško strukturo ekipe. Če se spomnite, smo že o tem govorili v posebnem prispevku pred nekaj tedni. V tistem, kjer smo se spraševali, ali je Audi na prodaj. Katarski sklad bo prevzel po govoricah približno 30% celotnih delnic, kar pa konec koncev ni slabo. In če kdo misli, da so Nemci prodali Arabcem, bi vas rad spomnil, da isti katarski sklad je lastnik približno 12% celotne skupine Volkswagen. Torej so v resnici prodali kar lepo sami sebi. Ampak novica, ki je dobila potrditev in ki konec koncev ni negativna. Druga ekipa, ki je pokazala nekaj bolj zanimivega, je pa Alpine. Sveda zopet gre za malenkosti, ampak imamo spremembe na nosnem konusu, kjer je krajša konica in seveda drugačna oblika profilov na prednjem aerodinamičnem stabilizatorju. Ne gre samo za malenkosti, kot bi lahko smatrali naprimer na pomožnih profilih, ampak na celotnem aerodinamičnem stabilizatorju. Tako da tudi tu nekaj malega novosti, ki jih verjetno nekdo ni pričakoval. Od tistih novic, ki v bistvu niso tehnične novosti in spadajo bolj k zanimivostim, je treba omeniti, da pri skuderiji Ferrari bo Charles Leclerc preizkušal tisto novo obliko dna, ki smo ga videli že na prejšnji veliki nagradi. Ni še jasno, ali ga bodo uporabljali na veliki nagradi ali ne, ampak zanimivo, da sedaj na predzadnjem dirkaškem vikendu se šele sprašujejo o tem, ali določene stvari delujejo ali ne. Druga novica, katero velja omeniti, je pa, da Mick Schumacher z koncem sezone 2024 zaključuje delo kot rezervni voznik pri tovarniški ekipi Mercedes. Novica, o kateri ste že verjetno brali, in je treba tu še dodati, da je Valtteri Bottas tisti prvi kandidat, ki ga bo verjetno zamenjal.
Sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšne kvalitete ima Mick Schumacher, če ga bodo nadomestili z Valtterijem Bottasom. Roko na srce, kariera Valtterija Bottasa je bližje koncu kot začetku in treba je vlagati tudi v tiste naslednje generacije, kar so seveda naredili pri Mercedesu z Andrejo Kimijem Antonellijem. Torej, Valtteri Bottas bo verjetno v tistih pripravljalnih testiranjih, v tistem delu na simulatorju, verjetno dal nekaj več, kar Mick Schumacher ni bil sposoben narediti. Ukolikor bi bil, bi verjetno z njim nadaljevali, kajti še zmeraj njegov priimek pritegne kar nekaj pozornosti. In preden se lotimo tistega razmišljanja okrog pravega razmerja moči glede na prihajajoče kvalifikacije za veliko nagrado, bi se rad ustavil še pri spremembi samih robnikov na progi v Lozaju. Če se spomnite, v principu smo imeli izjemno grobe robnike in če si malce pretiraval in šel čez tisto dovoljeno mejo, so seveda prav robniki lahko izjemno poškodovali dno bolida. Sedaj so zadeve rahlo spremenili, seveda ostre robove odpilili in izven samih robnikov postavili peščene pasti. Bo to dovolj? Sam ne vem, ampak prepričan sem, da prejšnja rešitev je voznike bolj odvrnila od same misli na to, da bi šli izven tistih dovoljenih mej. In sedaj poglejmo, kaj nam je pokazal edini prosti trening in predvsem tiste kvalifikacije za sobotni sprint. Če se najprej ustavimo pri rezultatu prostega treninga, je treba povedati, da marsikateri analitik, marsikateri avtor je bil zaveden ali pa se je pustil zavesti. Namreč Charles Leclerc s Ferrarijem je bil v prvem in edinem prostem treningu ležerno prvi. In mnogi so mislili sedaj tu, Ferrari v Katarju, bo lahko zopet bil tam med vodilnimi, med najboljšimi. Ampak gre za prosti trening, kjer moramo rezultate zmeraj jemati z malce rezerve. In drugič, verjetno, če se spomnite tistega uvodnega prispevka, sem dejal, da gre za nočno dirko, da bodo temperature nižje od tistih, ki jih lahko pričakujemo na prvih postajah, torej prostem treningu ali samem sprintu. In na kvalifikacijah za sprint so temperature res bile nižje. In takoj smo ugotovili, da McLaren in Mercedes je bil hitrejši od Ferrarija. Pustimo sedaj pri strani, da Lewis Hamilton ni blestel, kajti že na kar nekaj zadnjih velikih nagradah kvalifikacije mu ne gredo od rok, ampak ko so se temperature znižale, so prišli do izraza tisti, na katere sem stavil že v prej omenjenem uvodnem prispevku. Za pričakovati je bilo, da tako McLaren kot tudi tovarniška ekipa Mercedes ob takih pogojih bi morali imeti določeno prednost. In videli bomo sicer na kvalifikacijah za veliko nagrado, če se bo ta trend ponovil, ampak zanimivo je, da vsaj v teoriji tista predvidevanja lahko delujejo. Po drugi strani je treba poudariti še nekaj. Carlos Sainz mlajši še enkrat na kvalifikacijah bil boljši od Charlesa Leclerca. In tu je treba poudariti, da tudi to rivalstvo med njima lahko prihaja v zaključno fazo. Daleč od tega, da sta zakopala bojno sekiro in verjetno na sprintu, kot predvsem na tistih pravih kvalifikacijah in
na dirki za veliko nagrado bomo videli še marsikaj zanimivega. Treba se je ustaviti tudi pri Franku Colapintu, ki je tokrat na kvalifikacijah za sprint bil zadnji. Za Franka Colapinta je po svoje celo dobro, da je bil tako slab na kvalifikacijah za sprint. Mogoče ga bo to malce zdramilo in bo zopet prišel v tisto svojo staro formo, kajti izgleda, da so ga pričakovanja publike in pritisk nekako potisnili nazaj. Ampak tudi to je šola zanj in to so izkušnje, katere mora doživeti. Torej, vidimo lahko, da na prihajajočih kvalifikacijah za veliko nagrado Katarja bo potrebno spremljati, kdo bo boljši, McLaren ali Ferrari. Red Bull, kot smo razumeli, je nekako izven igre, niti ne briga jih, kajti oni naslov so že osvojili. Mercedes je seveda outsider, ampak potem, kar smo videli, ko so razmere na progi one prave in temperature nižje, je McLaren tista ekipa, ki ima očitno prednost pred Ferrarijem. Še posebej na progi, ker so karakteristike podobne one, ki smo jo spremljali na veliki nagradi Japonske v Suzuki. Torej, tudi med konstruktorji bi lahko dejali, da v teoriji bi se igre lahko zaključile v naslednjih dneh. Upam, da ne bo tako, ampak glede na videno, zaenkrat Ferrari ni v najboljši formi. Kaj bo prinesel jutrišnji dan, bomo videli skupaj in seveda podrobno analizo v zadnjem briefingu. Za danes pa, kot ste razumeli, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.